Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Vas zanima, kako že par let ljudje obogatevajo? S tem, z Bitcoinom oziroma s kriptovalutami. No, ne ravno s tem, ker to je pač kovanček za spomin, to zdaj pustimo, ampak moj point je, da ljudje obogatevajo zaradi kriptovalut. Hudo težko vam bilo kdo razloži, kaj so to kriptovalute strokovno, zato vam jaz bolj po domače. Kriptovalute so digitalni denar, s katerim lahko trgujemo po spletu, lahko pa je tudi neke vrste ven vzememo za prave evre, torej za pravi denar. Zdaj imajo ponekod že možnost, da reš ti v trgovino, ne vem, neki coffee shop in ti si plačaš to kavo, ne vem, €50 s kriptovaluto. To je to. Če kaj spremljate internet, veste, da kriptovalute postajajo hudo popularne, zaradi tega, ker njihova vrednost hudo narašča. Seveda, bolj bomo kupovali kriptovalute, bolj bojo rastle. Jaz sem pa s kriptovalutami prav posebno zgodbo, katero bom z vami delil. Vsi sigurno že poznate moja dva psa. To je Oskar, to pa je Frida. In ona dva sta se pred leti hudo zaljubila. In Oskar, taki jebač, ko je tudi Frido fajn zmasiral, če veš kaj mislim, ne? In ker je bil mlad pa nor, ni glih uporabljal zaščite, no in vsi vemo, da iz tega heca nastanejo deca. In bilo jih je kar 7. To je vse posod sralo. Frida je bila kar mlada mamica in tega res nismo pričakovali, kaj šele načrtovali. No, vseeno jih je bilo 7 in da ti 7 psov obdržiš plus 2 moja, je kar dosti psov in to mislim, da mi ne bi mogli imeti in napočil je čas, ko so morali te pse oddati. Ugotovili pa smo, da se da hudo lepo zaslužiti od tega. Zato smo se odločili, da bomo pse prodali, vsaj mislim, da se bi vsak za to odločil, zakaj pa ne? In ker so starši rekli, da nočejo imeti denarja od mladih psov, so rekli, da ga bo dali meni, da si jaz uredim mojo sobo. Jaz sem pa od nekoga dobil na svet, da se mi to ne splača in da se mi splača ta denar od psov vložiti v kripto. Vem, da je to bilo nekaj novega, vedno bolje raslo in sem rekel, glej, fuck it, zakaj pa ne, dajmo ta denar noter v kripto. Nekaj časa je kripto lepo rasto, pa je še bolj padel. Tako hudo je padel, sem že bil na pol svojega vložka in sem si rekel, ta denar bom dal ven, da bom vsaj nekaj imel. In potem so mi vseeno svetovali, glej, jaka, pusti noter, bo kaj bo, ne splača se ti nekaj ven jemat, pusti to na miru. In sem rekel, dobro, kaj zdaj? In sem jaz na to čisto pozabil, da sem sploh jaz kaj vložil v kripto in čez par let jaz pogledam in vidim, da je to hudo lepo zrastlo, res lepo zrastlo. In sem bil tak, fuck, hvala Bogu, nisem dal ven denarja. Vsaki mesec pa vedno bolj raste in vidim, da je v tem vedno večji potencial. Zdaj pa je že prišel do take vsote, ko mi ni vse eno in ne bi tega denarja rad izgubil. Ker pa vem, da če nimaš to dovolj dobro zavarovano, ti hitro hacknejo in izgubiš ves denar. Eni so celo imeli kripto shranjene na svojem računalniku in ti nekaj povem, da so imeli po par milijonov, pa sploh niso vedeli in so polili ali pa zgubili računalnik in ogani kaj, ni bilo več teh milijonov. In jaz sem si rekel, da se mi to ne sme zgoditi, da imam zgubil neki denar, ko imam lepo gor prišparan, ker vem, da lahko to še bolj raste. In sem šel hitro na internet pogledat, kdo oziroma kje lahko mi najboljše zavarujejo moj kripto denar. In ogani kaj, dobesedno najboljše sem našel v Sloveniji oziroma v Mariboru, v mojem mestu. Ta firma se imenuje Real Security ali Real Security, pač videl sem samo na njihovi spletni strani, da imajo svojo kripto denarnico, prav oni so jo naredili, ne sprašuj me kako, nisem spovedal, da je to možno in mene malo več zanima o tem, ker vseeno bi rad imel na varnem moj kripto denar. In sem mi šel hitro pisati, alo, mi lahko nekako razložite, kako to deluje. In so bili take legende, da so me celo povabili k njim in da lahko vse posnemem. Tako da, gremo tja. Nuka. Doran. Nič bomo kupili. Se ne, pridi, kako si stari, pridi. Dobro. Evo, dobrodošel v novi milenij. Hvala. Servus, jaz sem prišel k vam, pa si povedal, niti ne vem zakaj. Jaz samo vem, da imate vi neke denarnice za moj kripto. Jaz vem, da se nekaj zaslužil zaradi mojih pesov, ker so se... In mi povejte, kaj smo vi delate tu? Ja, zdravo, Ček. Najprej, mi smo veseli, da si prišel malo k nam na obisk. Prišel si na Real Security
Mi smo podjetje, ki se že 20 let ukvarja z zaščito podatkov, z zaščito pred vdori v razna računalniška omrežja, z programi za zaščito pred virusi, enkripcijo in takšnimi mogoče za nekoga malo bolj kompleksnimi zadevami. Okay. Je pa res, da zadnjih 2 leti pa pol razvijamo tudi svojo kriptodenarnico, ki se imenuje BC Vault. Torej razvijamo čisto sami, vse dele sestavljamo v Sloveniji, tudi ohišja, vse znanje, tudi aplikativno, programsko opremo, vse, kar je v zvezi z to denarnico, je razvito v Sloveniji in delamo vse tukaj. Okay. Ampak pač denarnica, kaj to je? Leder denarnica, not imaš cash, ali kaj je to? Ni leder denarnica, recimo našo kriptodenarnico si lahko predstavljaš recimo kot en sef, kjer shraniš denar noter. Dobro. In tale kriptodenarnica hrani tvoje privatne ključe, ki so potrebni, da lahko ti z njimi trguješ in kupuješ kriptožetone. Zmenjeno. Zdaj pa še eno vprašanje, samo kako pa to zgleda, lahko gremo sploh pogledati, prosim? Lahko gremo pogledati, seveda, ti bom vse razložil. Res je, moji pesi so se zdaj že pred 4 leti golni, nekaj narasno od tega dobu in snjali to lepo gor na kriptoborzo, ne? In mi zdaj vi razložite, zakaj, kaj je prednost te denarnice, zakaj bi jaz hotel na denarnico gor denar oziroma te kriptote? Torej, razlog, zakaj bi bilo pametno, da daš svoje žetone oziroma ne vem, v kaj si vložil, ali si v Bitcoin, ali si v Ethereum, ali si v kakšen Dogecoin. V bistvu, zakaj dati na kriptodenarnico v tem, da imaš sredstva na varnem mestu. Okay. Zakaj? Zato, ker kriptodenarnica za razliko recimo od programske denarnice, a pa recimo, če shranjuješ na borzi, moramo vedeti recimo, da je bilo v zadnjih 5 letih več kot 180 napadov na borze, mnoge so tudi pogorele zaradi tega, ker so bili hekerji uspešni in so sredstva, ki so jih imeli uporabniki na teh borzah, kradli. Ja. Torej, če ni denar pri tebi, pa nekomu kradejo, ti do tega denarja več ne prideš. Aha. V BC Vaultu pa hraniš ti kriptirane ključe na denarnici. In s to denarnico dejansko podpisuješ transakcije, prenašaš sredstva, z denarnico lahko tudi recimo kupuješ bitcoine, pa druge žetone, lahko tudi menjuješ med različnimi žetoni, dejansko je to dosti bolj varen oziroma strokovnjaki pravijo, da je to najvarnejši način, kako hraniti svoje žetone. Se mi dosti razlogov povedali, zakaj se mi splača imeti to denarnico, teda jaz mislim, da gremo kar po njo, ali kako to sploh poteka? Glavni razlog, ne smemo pozabiti, ta, da so sredstva varna. To res, ja. Varno se na prvem mestu, bi rekli. Tako je, evo ga. Mene pa zanima, kje sploh lahko jaz to denarnico kupim? Mi prodajamo po celem svetu. Kupiš lahko preko spleta, še več, lahko si jo tudi sam dizajniraš in narediš čisto unikatno. Za tebe bomo pa danes ekskluzivno naredili eno prav posebno. Si za to? Jack in the Box. Jack in the Box varianta. Let's go! Let's go! No, evo, viš, ne? Tako je to pri nas. Te bom peljal k naši dizajnerki. Dober dan, evo, pa da te predstavim. To je Jack in the Box. Bravo, Jaka, veseli. Jaz smo obljubil, da bomo za njega naredili ekskluzivno denarnico, posebej za njega, pomeni z njegovimi grafikami, logotipi, da bo nekaj dobil, če že pri nas na obisku. Že gledalo nekak, ne? Zdaj te pa prepuščam čisto v roke naše dizajnerke, da vidim, kaj bo ta sestavila. Skratka, najprej greš na našo spletno stran. Smo edini, ki ponujamo, da dejansko lahko ti customiziraš svojo osebno denarnico. Samo to lahko si izbiram med tema dvema, torej, ne? Torej med tema dvema, ja, trenutno. Toto bi jaz imel. Ok, torej Gunmetal. Ja, Gunmetal bi imel. Če izberemo Gunmetal, gremo pod Customize in nam bo odprlo dejansko aplikacijo, kjer si ti lahko customiziraš vse. Te pa gledaj, jaz sem ti že neki dizajne poslal, ne? Moj logotip, pa mene. Bi lahko to mogoče dala gor? Ja, seveda lahko. Torej lahko jaz dam v bistvu skoraj vse gor, če gledaš tak, samo pravi format mora biti. Vse. Pa jaz, ne, na tvoje mesto bi tako šla sem, pa dala tu spredaj. Evo, tako. A to je tudi lepo. Tota je meni osebno. Tota je tudi lepa. Ok, pa gremo on back side, ne. Zdaj imaš front, sejvamo to, back side. Glavnem lahko damo tebe na sredino. Lahko. Pa nekaj, veš, kot da neke sajne bi dal gor, kripto neki, pa money sign, veš, kao, ki vseeno je neka denarnica, to veš, kaj mislim. A few moments later. Ok, tak nekak. Jaz mislim, da dobro zgleda, ne? OIP normal, OMG best, yes. Super, je. Ti imaš krono gor. Igrice, rad špilam.
pa so Bitcoin, Ja, seveda, ja. tu imaš astronautika, onega imaš na Bitcoin Worldu, ampak hkrati pa imaš other funky stuff, tako da ne rabiš vedno biti samo v Crypto Worldu, veš. Res je, lahko si drugačen in jaz sem drugačen. In koliko jaz vem, bomo zdaj mi to mogla dol poslati, ker mi bo doli že zgravirali, Bodo ne? pripravili, ja. To je to drugače? To je to za enkrat, dalje pa potem gremo dol, pa dejansko lahko tudi gravuro posnamemo, da je Ok, postopek v celoti narejen, ne? ok. Najlepša hvala ti za pomoč. Hvala tebi. Zigeš tam da uporabil, ne? Ker vidim, da si res dobra v tem. Ta, najlepša ti hvala. Ok, slednja. Zadnjič smo torej naredili dizajn za celotno denarnico, danes pa ti jo bomo tudi lepo zapakirali. Ok, super, gremo. Zdaj pa z mano še tu Uroš. Midva pa ima zrihtala, ker jaz imam še kripto na Binance-u, pa na Bitstampu. In jaz bi to rad varno spravil gor na BC Vault, ne? Jaz upam, da je to enostavno, ampak vseeno boš mi ti prvič pomagal, kako se to naredi. Itak, ni problema. Ok. Se pravi, dobiš si svoj BC Vault, ne? Custom BC Vault. Custom BC Ja, ni Vault. das navaden. Vzameš ven škatle, Ok. odlepiš varnostno nalepko, preklopiš kabel, odpreš BC Vault aplikacijo. In kot vidimo, se je takoj pokazalo protection level. Ja. Na tem koraku moramo šejkati napravo. Ja. S tem, da mi zdaj tresemo napravo, se generira naključna številka, na podlagi katere se bo BC Vault zakriptiral. Ne? Evo. Operation finished, please disconnect and reconnect. Zdaj ima BC Vault shranjeno svojo random številko, na podlagi katerega bo zakriptiral celo napravo za nadaljno delo. Ne? Razumem. Global geslo in PIN dejansko je glavna zadeva, ki jo potrebujeva, da prijemo do dostopa do BC Vaulta. Dobro, se vprašam, kaj se pa zgodi, če jaz slučajno pozabim PIN od BC Walleta? Če pozabiš PIN od BC Walleta pa geslo, nažalost, če nimaš backupa, od katerega veš PIN pa geslo, ni poti nazaj. To je, še moram si to lepo nekaj saniti, ne? Ja, Ja, da ne obvezno. zgubim. Ok, dobro. Ne? Pa še backup narediti sigurno. Pa še backup do časa tudi prijeva. Ok, Kako močno bo ta PIN in geslo, tako močna je naša varnost. Ne? točno to. Tako. Definitivno pa ne pozabite. Ja. Ok, Jaka, zdaj si pa lahko zbereš ti svoje geslo. Ok, te bomo torej še skrili, pa prijem nazaj, ko si zrihtam to. Tako. Ok, Jaka, geslo imamo, Ja? sledi vnos PIN-a. Ok. Ko kliknemo potrdi, se nam izpiše Enter New PIN, izvoliš, lahko pišeš. Ja, vidimo. Mam. Zdaj smo določili globalno geslo in pa globalen PIN, Aha, točno tako, ja. s katerim dostopamo do samega BC Vaulta. Ok. Ok, in jaz sem kao v mojem akontu, ne? Tako, imam jaz to je zgor, ki tvoj še nič nimam, ne? portfolio. Razumem. Slabo ti gre za enkrat. Ja, za zdaj, ja. Vse boš videl. Tako. Par minut še. No, kliknemo gumb Dodaj novo denarnico. Ok. Izbereva valuto. Ok. Katero valuto bi rad? Dajmo prvo Bitcoin. Evo, kliknemo Bitcoin. Vpiševa ime denarnice. Ok. Evo, zdaj sem naredil moja BTC denarnica. Tako. Kaj pa je pol naslednji korak? Naslednji korak je geslo denarnice. Vsaka denarnica, ki jo kreiramo v BC Vaulti, pa ima še posebej svojo kombinacijo gesla in pa PIN-a. Se pravi, to geslo, kam ga vpisali zdaj, bo veljal za tvojo denarnico Bitcoin. Te pa zdaj ustvarim, pa še jaz izmislim PIN za to BC Wallet, v bistvu, ne? Tako. Potrdiva kreiranje nove denarnice, klikneva Confirm. Evo, in naslednja stvar je, da vneseš PIN za novo denarnico Bitcoin. Dobro. In zdaj imamo najno Bitcoin denarnico, ki je zaenkrat še prazna. Nažalost. Nažalost, ne bo dolgo. Ne. Zelo pomemben je backup. Spravi, karkoli se zgodi z BC Vaultom, vedno imamo backup, tudi če se BC Vault, ne vem, pade v vodo, se kakorkoli poškoduje, pride do kraje, lahko celotno stanje takoj obnovimo na novi napravi. Zato je tako pomembno, ker imamo backup. No, zdaj, ko imam lepo backup shranjen, kaj se pa zdaj zgodi, kaj bomo zdaj narediti? Zdaj prijemo do točke, kjer lahko nakazujemo denar, oziroma kriptovalute, to smo čakala. Kot vidimo, imamo zdaj na novi denarnici možnost pošlji, ki zdaj ne dela, ker nimaš nič gor.
možnost trgovanja, se pravi nakup ali izmenjave oziroma exchange-a. Ki tudi ne dela, ki ne niš gor, ne? Tako. Okay. Zraven je prejme in pa več, vsaka denarnica ima pol, da lahko odstranimo, spremenimo geslo, PIN. Ne? Kliknemo prejme, ker bi to rada. Res je. No, na Bitstamp aplikaciji zdaj znesem vrednost, koliko bi rad poslal. Tako. Pa ajde rečemo 100%, ne? Recimo. Kaj pa pol? Zdaj pa moraš vnesti Bitcoin naslov, na katerega bi rad poslal. Bitstamp omogoča branje QR koda in zdaj, če to klikneš, poskeniraš našo kodo, evo, in ti avtomatsko kopira adreso. Ok, vidim. Tako. In ko imaš in pol samo stisnem, withdraw in mi pošle. Tako. In v bistvu jaz ta lahki postopek naredim s čisto vsako kriptovaluto, ki jo imam. Tako. Kaj je to? Tako, in ko bo šla transakcija skozi, se bo stanje povečalo, tu pod seznamom transakcij pa boš videl svojo transakcijo. In pol jaz, na primer, če hočem imeti za Ethereum, naredim posebej denarnico, kodo oziroma pač password, ne? Se povežem s tem, skeniram, pa samo pošljem. Isto greš na home screen, add new wallet. Super. Simple. Legenda, ok. Ti bom pa slepo doma naredil, da ne bom za to gor kazal vse. V bistvu je to čisto enostavno, sem zdaj opazil, samo kode si fajn nekaj skrite oziroma zapišite. Ne? Smo vam pa zrihtali en super popust, če greste v prvi link, ki je v opisu, vas bo peljal do njihove spletne strani in če si boste naročili njihovo kriptodenarnico iz BC Volta, uporabite kodo JACK10, JACK10, da boste imeli 10% popusta. Tada nekaj boste lahko prišparali, pa mogoče vložili, ne vem, v kripto ali pa si kaj lepega kupili, tada se splača. Prvi link v opisu. Najlepša hvala za pomoč. Ni problema. Pa se vidimo, kaj jaz bom lepo to vse nazaj vzel, ker imam zdaj že gor, ne? Ja, glej. Ne vem, že prvi dan zgubo. Pomaga že, ne? Ta najlepša hvala. Ni panike. Pa se vidimo, kaj? Uživaj. Evo, Jack, denarnico smo ti zrihtali, izvoli. Najlepša hvala. Upam, da ti je zanimiva. Super, ja. Jaz samo upam, da ni samo zanimiva, ampak tudi za navarnem, moj kripto. Glej, mi garantiramo, denarnica je ultra varna, ne nazadnje na vsako denarnico naložimo en bitcoin in če ga tebi uspe hackniti, je tvoj. To tak 50-60 jurjev. Ja, pa še več bo pravijo 150, ja. Ampak dosti sečejo, tu gor hackneš, ne? Ja. Ampak najlepša hvala, ste me lepo sprejeli, pa me to zrihtali. Me veselilo, da si prišel, pa naredi en lep video za nas. Zmejeno, uživajte. Veri se, stari. Ne samo, da so vam zrihtali popust, zrihtali smo še vam nagradno igro. 2 hudija bom podaril. BC Volt majice, vseh velikosti, črna, bela, mislim, vse so mi dali, so me lepo steknili, ampak vse, kar morate narediti je, iti pod objavo na mojem Instagram profilom, vse boste videli, jaz vam slikan z majicami in z mojo novo kriptodenarnico. Koraki vam tako piše na Instagramu, lajkajte sliko, followate mene in followate njihov Instagram profil, ki je tudi danes v opisu pri tem videu. Tada, mislim, najbolj enostavno imamo pa vseh velikosti majic, tada ne skrbi, za tebe bo ziher nekaj. Evo, vse smo zdaj lepo na koncu zrihtali, moj kriptodenar imam sigurno na varnem, samo ne smem vsega pozabiti, sem si tako zapisal. Zrihtali smo vam dober popust, še enkrat, prvi link v opisu, JACK10 koda za 10% popusta. Če vas pa zanima kaj bolj podrobno o kriptotu, pa šlo kakšen video posnajem, samo napišite mi noter v komentar. Najlepša hvala BC Voltu za svetovno denarnico, da vam zdaj kripto lepo na varnem. Hvala vam za ogled tega videa, če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, idite sodelovati na Instagram profil v nagradni igri, drugače pa subscribajte se na ta kanal, idite na moj TikTok profil Jack in the Box in se vidimo naslednjič. Adijo!